Odločitve se bodo sprejemale na predlog svetovalne skupine ob oceni epidemiološke situacije in ocen, kaj nas lahko čaka v naslednjih dneh. Kot veste, potrebujemo daljše časovno obdobje, da ocenimo, ali so nekateri ukrepi, ki že veljajo dejansko prijeli. To prehodno obdobje je lahko zelo dolgo in v tem obdobju moramo zamejiti širjenje v tistih dejavnostih, kjer je verjetnost širitve okužb največja. Ena od teh so tudi rekreacije. Jaz ne trdim, da bodo vsi fitnesi zaprti, morda pa bo dovoljena individualna vadba. Ampak to pomeni enega. Če smo naprej napovedali, na primer pri frizerskih storitvah, da lahko hkrati gospa frizerka, gospod frizer strižejo ali barvajo eno, karkoli že, potem bi verjetno po teh kriterijih tudi pri fitnesih, ko gre vendarle za fizično delo, za potenje, za višjo temperaturo, za globoko dihanje, izdihavanje, morali omejiti število ljudi. Tudi razne oblike rekreacije, verjeli ali ne. Jaz poznam že kar nekaj ljudi, ki so zdaj v karanteni, ker se je med njihovimi rekreativci pojavil nekdo, ki je pozitiven. To so vse zadeve, zaradi katerih se moramo resno vprašati, ali je v tem trenutku, ko je vreme vendarle še kolikor toliko lepo, primerna kolektivna rekreacija, ali ni to morda trenutek za individualno obliko rekreacije, dokler vremenske razmere to še dopuščajo.